Na potepu po Beli krajini smo spoznavali belokranjske pramenke, črne človeške ribice in istrske osle. Pozdravljeni. Minute današnje oddaje o živalih in ljudeh bomo preživeli v Beli krajini. Smo v krajinskem parku Kolpa. Kateri živalski primerki in katere živali lahko srečamo v okviru krajinskega parka Kolpa? Življenje tukaj je izredno pestro, seveda sam park namenjen predvsem ohranjanju narave in pa varovanju prostoživečih živalskih vrst, pa tudi rastlinskih. Ampak, ker je to krajinski park, ga odlikuje tudi kulturna krajina in delo ljudi. In ko pridemo do ljudi, pridemo tudi do živali in verjetno najbolj tipična stvar v Beli krajini, prav v tem obkolpskem delu, je belokranjska pramenka, naša avtohtona pasma ovac. Je zelo zanimiva, žal smo jo že skoraj izgubili, pa nekako zdaj s programom ohranjanja genske banke seveda ohranjamo trenutno njeno število in upamo, da se stanje izboljša. Kakšno je to število? Trenutno smo prišli na dobrih 800 živali. V najslabšem trenutku pred 15 leti pa je bilo to manj kot 200. Kakorkoli že, po nekih merilih ohranjanja domačih vrst živali, če ne bomo imeli vsaj 5000 ovac te pasme, smo vsak trenutek pravzaprav v nevarnosti, da izgubimo celotno pasmo. Kakšna pa je zgodovina te pasme? Ja, to je zelo zanimiva. Verjetno je to edina pasma, ki jo redimo pri nas. Imamo pa še nekaj avtohtonih pasem v Sloveniji, ki nima porekla tega alpskega prostora, pač pa je njeno genetsko poreklo Balkan. Ovce so prišle z uskoki v 15. in 16. stoletju, mogoče tudi še potem pozneje, ko so izpraznjeno Belo krajino zaradi turških vpadov začeli naseljevati v začetku 16. stoletja uskoki in seveda pripeljali tudi te živali. Da je to nomadska ovca, še danes opazimo veliko njenih znakov. Da je ena redkih pasem, ki se uspe napasti na poti. Če gremo zdaj na pohod in hodimo cel dan, bodo one zvečer site, ker bodo pasle ob cestnem telesu in se bodo uspeli na takšen način nahraniti. To ne uspejo vse vrste ovaca, zaradi tega to je ena taka zelo posebnost. Jo pa odlikuje tudi že zunanjost, ki je izjemna. Ta volna, ki je sicer daljša in kodrasta, pa malo bolj groba, je bila pa odlična zaščita na poti, ko so te ovce nomadsko potovale. Namreč po tem grobem, dolgem runu voda lepo zdrsne in žival ostane vedno suha. In to ji je omogočilo preživeti v teh skromnih razmerah. Tukaj imate tudi kar nekaj podmladka. Ja, ena od značilnosti belokranjske pramenke je pa tudi sezonska plodnost. Se pravi, da razen pri izjemnih živalih ne moremo pričakovati zaroda skozi vse leto, pač pa se to pričakuje v začetku oziroma konec zime, začetku pomladi. Le malo lahko sinhroniziramo kotitve, za kakšen mesec, 2, 3, kaj več pa ne moremo. Tudi to izvira v bistvu iz teh primitivnih nomadskih razmer, ko so živali po zimi nosile zarod in potem spomladi po prvi paši polegale, ko je bilo hrane več, da je bilo preživetje seveda toliko boljše, zmogljivejše. Namreč pri ovcah gre tako, da je pogojenost estrusa z krajšanjem dneva. Se pravi, avgusta, septembra, ko se dan krajša, se začne estrus živali in potem 5 mesecev potem lahko pričakujemo zarod. Kakšno je pa življenje belokranjskih pramenk v okviru vašega krajinskega parka? Tudi pramenka je našla svoje mesto, tudi mi se veliko posvečamo in jo ohranjamo. Nekaj za samo popularizacijo, drugo pa dejansko z aktivnostmi, da bi pomagali njeno ohranjanje. Prav ta trop pa ima še posebej vlogo,
Namreč zdaj že 3. leto ga pasemo tukaj na območju Vrhovskih vrtač. No, to trenutek smo ravno v Gorencih, ampak vse gor do Marindola je ta naravni spomenik. Gre za, kot vidite, zahteven teren, ki je bil nekoč seveda vzorno obdelan, vrtače zorane, ker je tukaj vsa zemlja, kar jo najdemo v Beli krajini, erozija jo je sprala na dno teh majhnih vrtač. Pobočja so pa suha, plitkih tli in poleti zelo sušna, zelo malo se na teh razmerah pridela. To so zdaj tudi revna tla in vanje je na nek način treba vnesti tudi kaj hranil. No, naša naloga tukaj s tem tropom pa je, da v bistvu za celoletno pašo, tudi po zimi, poskušamo preprečevati zaraščanje, pravzaprav smo pri tem kar uspešni in kar nekaj površin smo uspeli iztrgati grmovju že in ga nazaj vrniti v funkcijo kmetijske pridelave. V Beli krajini pa se trudite ohraniti še eno živalsko vrsto. Koga? Ja, to je pa istrski osel. Nekoč smo imeli na tem področju tradicijo reje sivega kraškega osla, posebej ob Kolpi, najbolj pa v Preloki. Žal je v 60. letih ta reja 70. skoraj popolnoma izginila. Zdaj pa se nekateri ukvarjamo z rejo res eminentnega istrskega osla, ker bomo v naslednjem koraku razvili zgodbo tukaj tudi s Hrvati. No, o istrskem oslu bomo več spregovorili v nadaljevanju oddaje. Naša ekipa pa je v Belo krajino prišla še zaradi ene druge živalske vrste, zaradi črne človeške ribice. Črno človeško ribico so po enem velikem za znanost pa naravoslovje srečnem naključju odkrili med hidrološkimi poskusi na izviru Dobličice leta 1986, ko so naši kolegi iz Inštituta za raziskovanje krasa iz Postojne ugotavljali, kako so te zanimivi izviri med seboj povezani. Delavci so pomagali, so v eni od luž so se nabrale, ko je upadla gladina, našli dve človeški ribci in poklicali Andreja Mihevca, sodelavca Andreja Mihevca, ja, ki je pa takoj videl, da je to nekaj posebenega, namreč do takrat smo mislili, da so človeške ribice lahko samo bele, brez pigmenta. To je bilo veliko odkritje oziroma presenečenje, lahko bi rekli naravoslovna senzacija stoletja. Po 250 letih skoraj na razmeroma dobro raziskanem krasu v Sloveniji odkriti tako nenavadno populacijo. Kakšna žival je pravzaprav črna človeška ribica ali črni močeril, tako kot pravite, pa kako se razlikuje ali je podobna tej človeški ribici, ki jo sicer poznamo? No, črna in bela človeška ribica so si zelo podobni. Seveda, ko jih pa pogledamo, ne samo barva kože, črna človeška ribica je temno pigmentirana, pa opazimo tudi druge posebnosti. Pri črnih človeških ribicah so oči precej bolj razvite, čeprav najbrž so tudi te slepe. Razlika, ki jo opazimo tudi na prvi pogled, poleg oči je veliko krajša glava, precej močnejše so, bolj mišičaste bi lahko rekli. Kljub tem razlikam pa so ravno tako jamske živali kot bele človeške ali pa navadne človeške ribice. Kako velike so, kaj vemo o njihovem razmnoževanju, življenjski dobi?
Glede na to, da jih poznamo zelo malo časa v primerjavi z belimi, o njih ne vemo skoraj nič. Na splošno je njihovo vedenje pa življenje zelo podobno njihovim belim vrstnicam. Kljub temu pa opažamo pri opazovanju, predvsem v jamskem laboratoriju Tular v Kranju, da so določeni vzorci, da so določene razlike tudi v vedenju. Zdi se recimo, da se manj bojijo svetlobe. Domnevamo tudi, da se med seboj ne prenesejo, če bi dali skupaj, mogoče bi se steple. Pomembni podatki sicer prihajajo iz laboratorijev, kot je jamski laboratorij Tular v Kranju, vendar je to le dopolnilo opazovanju v naravi. Izvir Jelševnik je edino mesto, kjer lahko črnega močerila preučujemo v naravnem okolju. Družina Zupančič že dolga leta zgledno skrbi za predstavitev izvirov s črno človeško ribico na svojem posestvu. Moram reči, da smo že od vedno delovali na nek tak naravi prijazen način, ker se tudi ukvarjamo z ekološkim kmetijstvom in tako dalje. Ampak je to mogoče še malo bolj potenciralo vse skupaj. Tako pravim, eno spoštovanje do vsega skupaj. Pa tudi navezanost na samo živalco kot tako. Zaenkrat je stvar takšna, da v naravi, v bistvu se ga v naravi lahko opazi le v tem šotoru iza nas, kjer je urejen ta naravni bruhalnik. Tu moramo seveda imeti nekaj sreče, morajo biti določeni pogoji, vodostaji in tako dalje izpolnjeni. Črni močerili živijo le v jamskih vodah, zato je težko ugotoviti, kje vse živijo in koliko jih je. V zadnjem letu smo se odločili, da bomo preizkusili posredno metodo ugotavljanja razširjenosti, in sicer preko analize DNK. Trenutno optimiziramo metodo tako, da skušamo z zajetjem vzorcev vode iz različnih izvirov, naknadno filtracijo in potem z posebnimi molekularnimi sondami ugotoviti, ali je v vodi prisotno kaj DNA materijala človeške ribice. Jamske živali so zelo občutljive. Najhujši, da rečem, sovražnik v naravi te živali je pravzaprav ravno neustrezna kvaliteta podzemske vode. Tako da o tem smo se tukaj že lahko prepričali, namreč pred desetletji je bila tukaj v zaledju izvira Jelševnik aktivna deponija livarne Belt. In ker je to plitvi kras, se pravi, da so te podzemske vode pretakajo plitvo pod površjem, so padavinske vode iz te globlje vrtače sprale v podzemlje vse te škodljive snovi, ki so pravzaprav vdrle v ta podzemski habitat. Pesek je dobesedno zaplavil te podzemske prostore, ta podzemski tok, v katerem živi črni močeril, in v tistem najhujšem navalu te katastrofe smo opazovali, kako so se ob višji vodi osebki dobesedno umikali iz tega podzemskega sveta in iskali neke ustrezne življenjske pogoje, kjer bi lahko normalno funkcionirali. Tako da je prišlo to do fizičnih poškodb sluznice, povrhnjice, in vsi osebki, ki so bili potem tukaj na tem travniku po visoki vodi ujeti, so pravzaprav poginili. Pokazalo se je nenazadnje tudi to, da se vse te težke kovine kopičijo v tkivu, v telesu črnega močerila, tako da v primerjavi z populacijami belega močerila, ki živi, da rečemo, v čistih vodah, imajo, da rečem, 10-kratne koncentracije cinka, arzena in še verjetno nekateri drugi substanci v koži in pa predvsem v jetrih. So pa to živali, ki zelo dolgo živijo, kar se tudi tega tiče, so dober indikator, kaj se dogaja v okolju. Ja, tako, to so živali. Protus je pravzaprav vrsta, ki ima na nek način človeku podobno življenjsko dobo, tam 50 do 100 let, tako da jih pravzaprav nekdo oziroma težko spremlja v času ene generacije. In pravzaprav, kaj se bo z vsemi temi, se pravi, živalmi osebki, ki so zdaj tako, da rečemo, ki imajo tako zastrupljeno telo v desetletjih naprej dogajalo, je pravzaprav
težko napovedati, očitno pa nič dobrega, ne? Če imaš na tak način zaplavljeno telo s težkimi kovinami, so pravzaprav pričakovanja zelo slaba. Ne? Človeška ribica je ogrožena toliko, kot je ogrožen njen življenjski prostor, se pravi podzemeljska voda. Posebej to velja za črno človeško ribico, ki živi na zelo, zelo majhnem geografskem področju, tukaj na zahodu Bele krajine, na mogoče 30 do 50 kvadratnih kilometrih, pa nikjer drugje na svetu. Lahko si predstavljate, da tukaj že eno samo nepazljivo izlitje enega strupa, ena majhna ekološka nesreča lahko uniči celo populacijo in povzroči izumrtje te nenavadne populacije. Človeška ribica je zavarovana že od leta 2022 v Sloveniji. Medtem v skoraj 100 letih je naravovarstvena zakonodaja še napredovala in smo lahko na njo ponosni, ampak črka zakona ne bo uspela zaščititi te živali, če za njo ne bojo skrbeli domačini na področjih, kjer človeška ribica živi. To pa lahko dosežemo edino z stalnim opozarjanjem na probleme naravovarstvene človeške ribice, da dvignemo znanje in zavest prebivalstva, da skrbi ne samo za človeško ribico, ampak hkrati tudi zase, saj s človeško ribico si pravzaprav delimo dobršen del pitne vode v Sloveniji. V Beli krajini živi še ena slovenska avtohtona vrsta, močvirska sklednica. V okviru projekta Wetman nameravajo v Gornjem Kalu urediti 3 zapuščene kale, ki so nekoč bili pomembni življenjski prostor teh živali. Močvirska sklednica je pravzaprav ena taka zelo skrivnostna živalska vrsta, ki se v naravi zelo težko opazi, zelo težko opazuje, ker je na nek način zelo plašna, ne? Zelo plašna in vsako gibanje, vsako približevanje k vodi pravzaprav ona že razume kot nevarnost in se takoj skrije oziroma takoj potone in je tudi več minut ni potem iz tega vodnega mulja. Tako da moraš se znati približati, ne? Moraš se znati približati, pa predvsem opazovati želva od daleč, ne? Recimo s teleskopom, z daljnogledom. Predvsem zdaj v teh poletnih mesecih, ki zdaj nastopajo, se pravi junija, tudi maja že, se želve zelo rade sončijo na takšnih izpostavljenih recimo delih brežine ali pa zelo rade tudi na kakšnih podrtih deblih, ki se stegujejo v sam breg, ne? Z gospodom Grabrijanom smo se medtem preselili med istrske osle. Kakšna vrsta je to? Kakšne so njihove značilnosti? Ja, kot rečeno, tudi v Beli krajini smo imeli veliko dolgoletno tradicijo reje oslov, predvsem kot pripomoček za delo, ampak takšni osli kot so tile pa sicer niso doma iz Bele krajine. To so istrski osli in se jih je nekoč redilo tako v hrvaški kot slovenski Istri. Danes je populacija zelo, zelo šibka, manj kot 100 živali imamo verjetno v Sloveniji in na Hrvaškem kvečjemu dobrih 100. Naši hrvaški kolegi so seveda stopili korak naprej in imajo že rejsko organizacijo, sledimo jim pa zdaj tudi mi, tako da ravno v teh dneh po 20. aprilu je dogovorjen začetek pregleda oslov in bomo ustanovili rejsko organizacijo, tako da se bomo šli reje istrskih oslov, pravzaprav po istih principih kot tudi recimo za lipicanca in tako naprej. Seveda nas počaka še veliko dela do takrat.
Kakšne so značilnosti istrskih oslov? Po čem se razlikujejo od ostalih? No, istrski osli so temne barve, se pravi so črni, bi lahko rekli. Čeprav ta trenutek so videti rjavi, gre za to dolgo zimsko dlako, čez mesec dni bojo popolnoma gladki kot konji in čisto temni, samo gobčke bojo imeli svetle. No, potem pa počasi spet do pripravljanja na zimo dobivajo daljšo dlako in ta je bolj rjave barve. Značilnost prav istrskih oslov pa je tudi njihova višina, poleg barve, se pravi temne barve in pa belega gobca, je značilnost in pa seveda svetlejših trebuhov višina. Tudi do 120 cm višine v vihru, kakšne tudi malo manj. No in kolikor sem jaz uspel videti, prav v Istri, v hrvaški Istri, so uspeli ohraniti mogoče še malce višji tip osla, kot ga imamo mi. Ampak mi ta trenutek šele odbiramo, rejske cilje določamo in evidentiramo vse, kar se prijavi kot tako, potem bomo pa videli, kaj lahko dejansko spada v to. Je pa en velik problem, v bistvu zaradi te majhne številčnosti, ta reja v sorodstvo. Navsezadnje, tukaj so samice, potomke, ali so hčere ali pa vnukinje vse enega osla. In to dolgoročno lahko predstavlja problem za stabilnost, vitalnost populacije. Ampak tudi naša sivka, ki izstopa majhna, da je plod take, mešane ljubezni, ampak ima svoj prostor v našem tropu vsekakor. Kot rečeno, osli veljajo za trmaste, ampak pametne živali in z nekim dobrim prijemom, prijateljskim, se da doseči čisto vse, kakor verjetno tudi z vsemi drugimi živalmi. Takšen odnos zagotovo velja za vse živali. Vi imate še ene posebne živali. Koga bomo spoznali še? No, mi redimo praktično pravzaprav vse, kar na kmetijah je nekoč bilo. Verjetno še ena naša posebnost pa so prašiči pasme Mangolica. Naša družina smo kmetje po duši, že stoletja. Moji starši niso bili kmetje, jaz sem se vrnil nazaj na dedkovo kmetijo in tukaj nadaljujem. No in ko sem začel kmetovati, sem spoznaval posamezne pomembne zadeve in ena je zagotovo ohranjanje teh avtohtonih pasem. Jaz mislim, da je to naše izjemno bogastvo in to bi bila velika škoda, da ga izgubimo in ne stane nas veliko, da ga ohranjamo. Majhno razumevanje širše družbe in vedno se bomo najdli rejci, ki smo to pripravljeni potem tudi ohranjati. Pomembno je pa nekaj, domače, avtohtone pasme živali se bodo ohranile samo, če jih bomo uporabljali. Torej, ne smemo se ustrašiti tega, da so te živali seveda na koncu uporabne in niso, bom rekel, za igro. Koliko je star mladiček, ki ga imam na rokah? To je 3 dni star mladiček. Kakšne so značilnosti teh prašičev? Mangolica se redi predvsem v ravninskem svetu, v Panonski dolini. Prašiči se praviloma pasajo in največ se jih pase v teh nižinskih hrastovih gozdovih, ker se prehranjujejo izključno s travo, žirom in podobno. Se jih ne dokrmljuje, če to ni nujno potrebno s čim drugim. Mladički imajo takšno značilno progasto obarvanost, tako kot divji prašiči. Ja, praviloma so progasti, ko se rodijo, so pa različnih barv. Pri nas sicer redimo samo belo mangolico, tako je to njeno ime, je pa rjave barve, kot ste videli. Drugače pa obstaja tudi črna mangolica. Ovce so pravzaprav prašiči, izgledajo pa res kot ovce, ker so kosmati, imajo zelo dolgo dlako poleti, se pa podobno kot osli obrijajo sami tokom leta in potem ponovno poženejo. Gre za staro, primitivno pasmo, kot rečeno, predvsem iz nižinskega dela. Je pa pri nas, ker se je vedno pojavljala na sejmih v Karlovcu, so jo tudi ljudje tukaj v naše kraje zanašali vsa ta leta, se pa ni vedno obdržala. Pri nas so imenovali divji domači prašič.